Živja in dobrodošli. Se je kdaj kdo vprašal, kaj za vraga pomenijo tiste oznake, kot sta Full HD ali 4K, ko kupujemo nov televizor ali telefon? No, danes bomo razvozlali točno to. Potopili se bomo v svet ločljivosti zaslonov, od najmanjšega piksla pa vse do bleščečega 4K. Pa kar začnimo. 1080p, 4K, QHD, retina. Ob nakupu nove naprave nas resnično bombardirajo s temi izrazi. Ampak kaj vse to sploh pomeni? Brez skrbi, če je kdo zmeden, ni edini. Poglejmo skupaj, kaj se v resnici skriva za tem tehničnim žargonom. Začnimo pri absolutnih temeljih. Da bi res razumeli, kaj naredi sliko na zaslonu tako ostro in jasno, moramo najprej spoznati njene najmanjše gradnike. Vse, ampak res vse se začne s piksli. Najlažje si je predstavljati, da je zaslon en ogromen mozaik. Ta mozaik pa je sestavljen iz milijonov in milijonov drobnih barvnih ploščic. No, vsaka od teh ploščic je en piksel, ena sama majhna svetlobna točka, ki lahko spreminja barvo in svetlost. In ko se vse te točke združijo, dobimo sliko, ki jo gledamo. In ločljivost? To je pa preprosto število vseh teh ploščic na zaslonu. Ko vidimo oznako, recimo 1920x1080, to dobesedno pomeni, da imamo 1920 pikslov v širino in 1080 pikslov v višino. Pravilo je čisto preprosto. Več pikslov pomeni več podrobnosti in seveda ostrejšo sliko. Ampak pozor, samo število pikslov še zdaleč ne pove cele zgodbe. Obstaja še en, bi rekel, ključen dejavnik, ki vpliva na kakovost slike. In to je način, kako se ti piksli sploh prikažejo na zaslonu. Torej, ni pomembno samo to, koliko pikslov imamo, ampak kako jih zaslon izriše. Ta razlika je resnično pomembna. Še posebej, ko naletimo na tisti skrivnostni črki I in P na koncu oznake za ločljivost. Je kdo kdaj videl oznako 1080i in 1080p ter se spraševal, v čem je štos? No, ta črka na koncu je ključna. I pomeni interlaced ali prepleteno izrisovanje. To pomeni, da zaslon najprej izriše vse lihe vrstice in šele nato vse sode. To je starejša tehnika, zaradi katere lahko slika utripa. P pa pomeni progressive ali progresivno. Zaslon izriše celotno sliko naenkrat, vrstico za vrstico, od zgoraj navzdol. Ravno zato je slika pri P veliko bolj gladka, stabilna in ostra. To je danes absolutni standard. V redu, ampak kako smo sploh prišli do današnjih super ostrih zaslonov? Dajmo si pogledati en kratek, hiter sprehod skozi zgodovino ločljivosti. Spomnimo se 80-ih. Priklop računalnika na televizor je pomenil zamegleno, migetajoče besedilo, ki ga je bilo praktično nemogoče brati. Potem pa je prišel standard VGA in končno smo lahko normalno delali. V novem tisočletju so LCD monitorji dvignili letvico, v zadnjem desetletju pa je na sceno stopil kralj. 1920x1080 oziroma Full HD. Ta standard je spremenil popolnoma vse, od filmov do iger. In to nas pripelje do danes. Čeprav se na policah bohotijo 4K in celo 8K tehnologije, kakšna je pa realnost? Kakšne zaslone v resnici uporablja večina ljudi? No, če pogledamo podatke, recimo izredne raziskave strojne opreme na platformi Steam, dobimo zelo zanimiv pogled. Kljub vsemu marketingu o 4K, ena ločljivost še vedno absolutno, ampak absolutno prevladuje. To je Full HD, torej 1920x1080. Ja, prav ste videli. Številka je 46,81%. To pomeni, da skoraj 2/3 vseh uporabnikov na tej ogromni platformi še vedno uporabljata Full HD zaslone. In to je res ogromen delež. Pomeni, da je Full HD še vedno nekakšen zlati standard. Je tista zlata sredina med ceno, kakovostjo slike in pa seveda zahtevnostjo za poganjanje iger ali aplikacij. Ko te podatke vidimo vizualno, je ta prevlada še toliko bolj očitna. In zakaj je to pomembno? Ker to pomeni, da je vsebina ustvarjana za Full HD dostopna največjemu krogu ljudi. To pa vpliva na čisto vse, od oblikovanja spletnih strani in aplikacij do snemanja videoposnetkov. Čeprav večina uporablja Full HD, nas trg seveda nenehno vabi z 4K in celo 8K zasloni. To pa nas pripelje do enega ključnega vprašanja. Ali bomo večno lovili višje in višje številke? Ali pa obstaja točka, ko več pikslov enostavno ne prinese več nobene vidne koristi. In tukaj pridemo do res pomembnega koncepta. Pravzaprav ne gre samo za skupno število pikslov, ampak za njihovo gostoto. Torej, koliko pikslov je stisnjenih na en palec zaslona. To merimo v PPI.
Pomislimo, telefon in ogromen televizor imata lahko oba enako ločljivost 1080p, a ker so na telefonu piksli stisnjeni na veliko manjšo površino, je slika videti neverjetno ostra. Mimogrede, to je tudi koncept za izrazom retina zaslon. Gostota pikslov je tako visoka, da s prostim očesom sploh ne moremo več ločiti posameznih pik. Skupno število pikslov je torej le en kos sestavljanke. Potem so tu še velikost zaslona, razdalja, s katere gledamo, pa seveda barvna natančnost in hitrost osveževanja. Vsi ti dejavniki skupaj tvorijo celotno izkušnjo gledanja. Visoka ločljivost na zaslonu s slabimi izbranimi barvami preprosto ne bo prinesla dobrega rezultata. In za konec še vprašanje za razmislek. Medtem ko tehnologija drvi naprej proti 8K in še dlje, se moramo vprašati, ali je ta dirka za piksli sploh še smiselna. Ali smo morda prišli do točke, ko so drugi dejavniki, kot sta recimo barvna globina ali kontrast, postali pomembnejši za resnično boljšo sliko? No, to je vprašanje, ki bo zagotovo oblikovalo naslednjo generacijo zaslonov.